Tokrat občinskem informatorju. Selniški vrtec hitro raste. Primož Roglič dobrodelen, z njim se je na pot od Maribora do Ptuja podalo 200 kolesarjev. Pred sejo Mariborskega mestnega sveta tudi o aktivnostih javnega holdinga. Na slavnostni seji v Radljah ob Dravi podelili nagrado občine ter plakete. Otvoritev razstave na Muti, v Slivnici so imeli mini olimpijado. Lepo pozdravljeni. V Selnici ob Dravi smo preverili, kako poteka gradnja vrtca. Ena najpomembnejših investicij v zadnjih letih v občini se namreč že izvaja. Kaj izvaja vrtec, pravzaprav že stoji. Nov vrtec so v Selnici ob Dravi nujno potrebovali. Otroci in družine pa z veseljem pozdravijo gradnjo. Več pa v prispevku. Investicija novega vrtca je bila želja vrsto let. V starem selniškem vrtcu se srečujejo s hudo prostorsko stisko. A kmalu bo to le še preteklost. Že odštevamo mesece, ko bomo lahko prvo generacijo otrok v nov vrtec dali, in seveda je to ena izmed največjih investicij v občini sploh, in glede na to, da je star vrtec star že 50 let, je to toliko večja pridobitev. Vrtec bo eden večjih v teh koncih, kar lahko na gradbišču opazimo že zdaj. Gre za 10-oddelčni vrtec, ki se razprostira na 3000 kvadratnih metrih površine. In občina Selnica ob Dravi se je odločila, da bo v skladu z svojim trajnostnim razvojem in podnebno nevtralnostjo pristopila tudi k gradnji trajnostnih objektov. In v bistvu smo mi kot podjetje Lumar zelo veseli, da sodelujemo zraven pri gradnji tega vrtca, da smo del tovrstnih projektov. Predvsem v smislu zato, ker je tukaj zajeta trajnost v širšem pomenu. Tako v smislu projektiranja, se pravi zagotavljanja naravne osvetlitve, zagotavljanja zelenih površin, kot tudi izbora konstrukcijskih materialov. Se pravi, tu je osnovni konstrukcijski material je les. Na projekt so izjemno ponosni vsi deležniki. Zelo ponosni smo, kajti to je prvi vrtec oziroma javni objekt v Sloveniji, ki je narejen iz slovenskega lesa, torej iz lesa, ki je zrastel v Sloveniji, bil v Sloveniji posekan, posušen in predelan. Torej izvajalec oziroma konstrukcijo je naredilo tudi podjetje, lokalno oziroma regionalno podjetje Lumar, izvajalec same gradnje pa je GIC gradnje, tako da smo tudi se povezali tako regionalno kot slovensko, in ne samo, da je nizkoenergijski, da je prijeten za bivanje, imamo tudi zaključen celosten krog in je seveda iz slovenskega lesa. Gradnja je zahtevna, a upajo, da bodo postavili objekt, ki bo za vzgled drugim. Inovativni slovenski masivni leseni konstrukcijski sistem, ki je grajen brez lepil in brez kemikalij. Če pa temu dodamo še lesena okna, ekološke toplotne izolacije in pa ilovnate omete, pa dobimo en projekt, za katerega verjamemo in upamo, da bo vzgled in spodbuda tudi drugim občinam za tovrstno gradnjo. Mogoče kot posebnost so v smislu konstrukcije bi bile te lesene ovalne stene. Tu imamo 10 ovalov, ker govorimo o okroglinah in o lesenih masivnih konstrukcijah, je bilo potrebno kar nekaj prilagoditve, tako v smislu tehnologije, kot tudi izvedbe, da smo lahko te stvari tudi na koncu uspešno izvedli. Dejstvo pa je, da se zavedajo, da je v Sloveniji dovolj surovine, da je končni izdelek čisto slovenski. Potem želimo vzpostaviti oziroma poudariti to zgodbo od hloda do hiše. Od slovenskega hloda se pravi, da imamo v Sloveniji dovolj veliko lesa, kakovostnega lesa, in z ustrezno tehnologijo in inovativnimi produkti lahko tega tudi uporabimo. Nenazadnje je tudi to del trajnosti, da skrajšujemo logistične poti, da če imamo vse elemente v Sloveniji, porabimo te, ki jih imamo tukaj. Celotno investicijo bo sicer pokrila občina Selnica ob Dravi. Pridobili pa bodo sredstva ekosklada, saj gre za pasiven vrtec in ekosklad za takšne objekte namenja nepovratna sredstva. Računajo na okoli 750 000 evrov. Tako veliki investiciji, ki je bila 5 milijonov 300, prva vrednost, se je zdaj, ko smo urejamo še okolico in pa dovozne poti, bo zneslo nekaj malega več kot 6 milijonov. To je izredno visoka investicija, ampak zaenkrat menimo, da so vsi stroški pod kontrolo, kajti pogodba je bila podpisana v letu septembra 2022, tako da to so cene iz tistega časa, tista dodatna dela, ki jih je pa potrebno zdaj narediti, pa smo tudi
uspeli z izvajalci dogovoriti zelo racionalne cene. Vizualizacije kažejo, kakšna računajo, da bo podoba vrtca. Izgled ustreza umestitvi v naravo. S tem, ko bo vrtec tudi predan namenu in popolnoma dokončan, bo občina Selnica ob Dravi resnično bogatejša in kvaliteta življenja mladih družin v kraju bo boljša. Na dobrodelni prireditvi Zlati krog s Primožem Rogličem, ki je potekala minuli vikend od Maribora do Ptuja, so v letošnji izvedbi v dobrodelne namene zbrali približno 26.000 evrov. Kljub slabemu vremenu se je na pot od Maribora do Ptuja in nazaj minulo soboto podalo 200 dobrodelnih kolesarjev, so sporočili iz partnerja prireditve Nove KBM. Rogliča je na Ptuju pozdravila tudi kopica navijačev na čelu z županjo. Mene veseli, da ste se danes postavili na Ptuju in da smo lahko del tega dobrodelnega dogodka. Želim seveda uspešno nabirko, ker vemo, da bo šla prave roke. Tako da hvala lepa in seveda vse čestitke za vse uspehe v tem letu in vse dobro tudi naprej. Po prihodu v cilj je sledila še dobrodelna dražba, kjer so se dražitelji med drugim potegovali tudi za zmagovalni Rogličev dres, ki ga je nosil ob zmagi na letošnji dirki po Italiji. Zbrana sredstva bodo namenili razvoju mladih športnikov in kolesarjev. Hvala vam Ptuj za lep sprejem ponovno, kljub temu, da vreme ni najboljše, ampak da spremeni dejstva, zakaj delamo to, zakaj smo tu. In se mi zdi, da ima še toliko večjo sporočilo vseh nas. Tako da, še enkrat, hvala. Dogodka so se udeležili številni rekreativni športniki in podporniki slovenskega kolesarskega asa. Za dober namen so kolesarili tudi moštveni kolega Rogliča Jan Tratnik, nekdanji nogometaš Marko Tavares in nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih Robert Kranjec. Start dobrodelnega Zlatega kroga pa je naznanil nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor. Mariborski župan Saša Arsenovič je z ekipo predstavil več tem, ki bodo jutri na seji mestnega sveta. Poglejmo prispevek. Na tako imenovani kavi z novinarji, ki jo mestna občina Maribor pripravi pred sejo mestnega sveta, je Andrej Rihter z javnega holdinga Maribor povedal, da bodo na seji predstavili delovanje holdinga od samega začetka do danes. Na novinarsko vprašanje, čemu ima JHMB, ki ima svojo pravno službo, še dodatne pogodbe z zunanjimi svetovalci, pa Rihter pravi. Te so bile sklenjene na podlagi, to so bili svetovalci nadzornega sveta. V to se poslovodstvo v skladu z uzancami korporativnega upravljanja niti ne more in ne sme vmešavati. Seveda pogodbo sklene direktor. Te pogodbe z zunanjimi svetovalci so bile podpisane za obdobje 1 leta, na kar se je nadzorni svet odločil, da jih ni podaljšal in v letošnjem letu teh pogodb nimamo. Omenil je, da imajo res pravno službo, a da so na začetku več delali z zunanjimi svetovalci. Seveda pa postajajo tudi določene specialne, če se lahko tako izrazim, izzivi na pravnem področju in takrat seveda tudi se poslužujemo, vendar v čim manjši meri, zunanjega izvajanja teh storitev. Kot ste lahko zasledili, so se te storitve, če ste gledali datumsko, predvsem izvajale v ustanovitvi in v prvem letu poslovanja, kar je popolnoma normalno, ko se nova družba ustanovi, ker je potrebna celovita konsolidacija in tako zaposlenih kot tudi procesov. Glede na to, da želijo prenesti z družbe Aquasystems koncesijo o storitvi čiščenja komunalnih in padavinskih vod iz centralne čistilne naprave na javni holding, je vprašanje, kakšna bo naprej cena za to storitev. Seveda Aquasystem ko prevzamemo, bo zapadel pod medo metodo. Seveda bo pa tu potrebno opraviti preračun dejanskih stroškov in seveda dejanskih stroškov vzdrževanja v prihodnje. Na podlagi tega se bo pa določila tudi cena. Definitivno pa, tako kot je že povedal, se pričakuje nekaj nižja. Ob tem se poraja tudi vprašanje, ali razmišljajo o prenosu odvajanja odpadnih voda na mariborski vodovod. V tem kontekstu je bil odprt projekt, torej prenos ravno tega dela iz Nigrada na vodovod. Študija je zaključena, torej ekonomske učinkovitosti tega procesa in seveda zdaj smo v fazi preučitve reorganizacijske in organizacijske premestitve in samega delovanja
ni grada in vodovoda v prihodnje. Tako da ne bi prejudiciral, ker ko so na mizi vsi argumenti za in proti, potem cost benefiti, takrat se bomo šele lahko odločili. Pri tem je poudaril, da res razmišljajo, a da še niso blizu odločitvi, čeprav zelo delajo na tem. Minuli petek so v Radljah ob Dravi na slavnostni seji nagradili zaslužne občane ter se ozrli na to, kaj občino čaka v prihodnosti. Več pa v prispevku. V Radljah ob Dravi se je odvila slavnostna seja občinskega sveta. Slovesnost je potekala v okviru občinskega praznika občine Radlje ob Dravi. No, zagotovo je ena velika kvaliteta v lokalni skupnosti takrat, ko kakovost življenja ni vedno merjena samo v kvadratnih metrih asfalta in gradbeništvu, ampak je kakovost življenja vsakega posameznika merjena tudi z kakovostjo preživljanja svojega prostega časa in druženja z soobčani in drugimi gosti, ki prihajajo v občino Radlje ob Dravi. Danes je bilo nagrajenih kar nekaj društev, od veliko društev, ki jih premorejo naši občanke in občani v občini Radlje ob Dravi, in vsako leto se med nagrajenci znajde nekaj takšnih izstopajočih se društev. Na slavnostni seji so podelili nagrado občine, ki je letos romala v roke občanom, ki vrsto let v lokalni skupnosti deluje kot prostovoljec in sicer na različnih področjih. Ja, definitivno je lahko vsak, ki je nagrajen v občini, zadovoljen in vesel. Ves čas mojega življenja sem se trudil, da sem bil v nekaterih dejavnostih aktiven. Kar nekaj jih je bilo, bil sem predsednik krajne skupnosti, kar nekaj mandatov, bil sem tudi član sveta občine Radlje, sem član različnih likovnih skupin, najraje pa bom rekel obiskujem likovno kolonijo v Zdusu, Zdusovo likovno kolonijo v Izoli. Podelili so tudi plakete občine Radlje ob Dravi. Mi tudi nekaj pomeni za vso delo, ki sem ga opravljal do sedaj. Je pa tudi tu neka določena obveza, ki te daje tvoje društvo, tvoji zavezanci, vsi ti, ki so te podelili, pričakujejo od tebe pravzaprav še nekaj dodatnega, ki pač a bo ali ne bo, je zopet odvisno od kolektiva, ki ga imaš. Vse te stvari, ki smo jih do zdaj delali, ni to samo moje delo. V svojem nagovoru na slavnostni seji je župan Alan Bukovnik povzel prvo leto mandata, izpostavil je uspešno izpeljane projekte ter napovedal, kakšni so načrti za naprej. Smo se znašli zdaj sredi treh finančnih perspektiv, če lahko rečemo, da zaključujemo finančno perspektivo 2014-2020 in letošnje leto je zaključno leto, torej je potrebno počrpati vsa sredstva, ki so na voljo. Potem je pred nami izjemno pomembno obdobje naslednje finančne perspektive 2021-2027, vmes pa se je znašel načrt za okrevanje in odpornost, ki ga pa je tudi potrebno izkoristiti do zadnjega centa. Zato smo se znašli v kar intenzivnem delu že v prvem letu mandata, kar pa ne pomeni, da nas bo to navdalo z nekim melanholijo in pa otožnostjo, ampak še bolj zavzeto smo poprijeli za delo. Slovesnost je glasbeno popestrila zasedba Glasbene šole Radlje ob Dravi. Minuli vikend so na Muti odprli razstavo likovnih del, ki so nastale na letošnji likovni koloniji v okviru občinskega praznika na Muti. Poglejmo si, kako je bilo na otvoritvi. Na Muti so letos na pobudo turističnega društva Muta v okviru občinskega praznika organizirali likovno kolonijo. Nekateri so sodelovali priznani slikarji. Smo zelo počaščeni, da smo uredili in končali 4. likovno kolonijo z izdajo kataloga in z razstavo v naši dvorani, ki bo tudi na ogled nekaj časa obiskovalcem. Njihova dela so postavili na ogled na razstavi na Muti. Ob odprtju le-te je bilo poskrbljeno tudi za kulturni program. Že 4. likovna kolonija tukaj pri nas na Muti je dokaz, da samo turistično društvo se zelo trudi, da pripelje slikarje v občino Muta in s tem popestri naš občinski praznik. To je dodana vrednost zagotovo ne le za
trenutni čas, v katerem se nahajamo, ampak tudi za rodove naprej. Kajti to zavedno ostane tukaj pri nas, to so spomini, to je zgodovina in likovni katalog, ki je nastal v priliki te razstave, je nekako arhivska vrednost tudi za naprej. Razstava del je pred dvorano Kinhofen v občinski stavbi. Gre za umetnike različnih generacij, ki so seveda ustvarjali v tej svoji poetiki, v svojem stilu. Nekateri so lovili krajine, drugi so se posvečali neki impresiji in vtisom. Spet drugi 450-letnici kovaštva na Muti in moram reči, da so nastala kvalitetna dela, čeprav je bilo druženje kratko in so morali umetniki seveda svoja dela dokončati v ateljejih. Ob občudovanju umetnin županja ponosno gleda na izdelke, ki jo spominjajo na domač kraj. Turistično društvo Muta je sprejelo slikarje v mesecu juniju, jih popeljalo po našem domačem kraju, spoznavali so lepote naše občine, predvsem pa v letošnjem letu v priliki 450-letnice kovaštva in paljevarstva tukaj pri nas so spoznavali to našo tradicijo. Moram omeniti, da so nastala dela čudovita dela, nekatera so globoko pripovedna, izpovedna, prikazujejo, bom povedala, od samega tega kovaštva do ljudi, nekako se vpenjajo v celotno življenje tukaj pri nas v občini. Tako občina Muta kot turistično društvo Muta pa bosta tudi po letošnji likovni koloniji bogatejši za nekaj izjemnih umetniških del. Ta teden so pri osnovni šoli Franca Lešnika Vuka v Slivnici pripravili pravo mini olimpijado. Imeli so olimpijsko baklo, olimpijsko zastavo, otroci pa so spoznavali različna športna društva in njihove dejavnosti. Ni manjkal niti lisjak Foxy, pa tudi geslo o pošteni, fair igri. V občini Hoče Slivnica so imeli tokrat mini olimpijado pri osnovni šoli Franca Lešnika Vuka. Začelo se je seveda z baklo in zastavo ter ogrevanjem, za katerega je poskrbel Foxy. Otroci pa so nam povedali, kaj pomeni fair play in tekmovanje v športu. Spoštujemo trenerja, pa da se lepo vedemo do njega in da ga ubogamo, kaj nam naroči. Kaj pa pri nasprotnikih, a se kaj velja pretepati ali pa karkoli? Ne smemo ga nič udarjati ali pa to, ker je to pol proti pravilom, pa ne smemo še mreže dotakniti. Ne goljufaš pri igrah in da pošteno igraš. Da sprejmeš poraz. Sprejmeš poraz kako? Da se ne jeziš in greš naprej. Ja, ker vsak enkrat zgubi, enkrat zmaga. In da čestitaš zmagovalcem. Moraš se sodelovati, da potem zmagaš, tudi če nekdo nenavredo poda ali pa da ovce, ne smemo jeziti na njega, ker vsak daj dela napake. Otroke so ponovno čakali različni izzivi. Namen je predstaviti, to se pravi, namen je, da se predstavijo različna društva, domača društva, da otroke pozovemo k čim večjemu vpisu v šport, da jih pozovemo k gibanju, to se pravi zdravemu načinu življenja. Namen je pa v bistvu kot nek olimpijski duh prinesti tudi otrokom v šole. To se pravi, da se seznanijo z nekim tem pravim olimpijskim protokolom, ampak ker so še premladi, ne morejo biti na pravih olimpijskih igrah in v bistvu ta olimpijski duh pripeljemo potem tukaj k vam. To pa pomeni tudi trenirati in tekmovati ter razumeti olimpijsko geslo. Jaz bi rekla, da je fair play, to se pravi, da spoštovanje, da spoštuješ nasprotnika, to se pravi, tukaj pri tej mini olimpijadi so zmagovalci vsi, ker naprimer na ta pravih olimpijskih igrah ni tako. Tako da jaz bi rekla fair play, tisto neko spoštovanje nasprotnika in pač seveda zabava. Na šoli, kjer so zdaj gostili Foxyja in izvedli mini olimpijado, sicer skrbijo za učence in njihovo rekreacijo, šport. Nedvomno sta šport in kondicija učna zelo povezane. Odločili smo se zdaj že 3. leto, upeljali smo tako imenovane rekreativne odmore, kar pomeni, da prav vsak dan čisto vsi učenci naše šole imajo 20 minut aktivnega gibanja, neposredno pred ali pa po malici. Poleg seveda vsega rednega športa, poleg številnih interesov in dejavnosti, ki jih ponujamo, tako da skrbimo. Da je sodelovanje športnih in podobnih društev pri mini olimpijadi pomembno, pa je poudaril župan. Hvala vsem športnim društvom,
ki so na vseh točkah, torej da otroci spoznajo različne športe, mogoče pa kateri tudi visi tisto, kar ga zanima in se na koncu vpiše in preživi vsaj osnovno šolo v športu ter boljše v športu kot pred elektronskimi napravami. Med vsemi pa je bil tam tudi Sašo Kragelj, ki je predstavil svojo akademijo. Imamo svoj poligon, kjer vzgajamo vse ljubitelje tega športa, ne samo otroke, zagotovo je poudarek na podmladku, na otrocih, kjer dobesedno živi in stoji šport in svet. Skratka, trudimo se v tej smeri, vsako leto naredimo oziroma gre skozi naše roke približno 30 do 40 otrok začetnikov, izmed teh se nekje 10-20% otrok aktivira v kasnejše aktivno dirkanje, ampak saj veste, od začetka pa do tega, da prideš na prvo tekmo, je dolgotrajni postopek in le tisti, ki so najbolj vztrajni, to tudi zdržijo. In tako je tudi pri vrhunskih športnikih. Kdor vztraja in se trudi, dobiva dobre rezultate. Začne pa se v vrtcu, šoli in lahko tudi na mini olimpijadi. Toliko za nocoj daje občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek 29. septembra ob 19. uri bo v Selniškem domu kulture katastrofalno zabavna komedija Čudež. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.